Kralj je s svojim raznolikim umetnostnim ustvarjanjem oblikoval pomembno poglavje moderne slovenske likovne umetnosti v prvi polovici 20. stoletja. Njegove poslikave krasijo kar 40 cerkva na Primorskem, tudi cerkev svetega Petra in Pavla v Tomaju in cerkev svetega Nikolaja v Avberju. Na podlagi sodelovanja obeh vaških skupnosti, ki sta združeni v Tomajski župniji, ter ob podpori krajevnih društev, je zaživel poseben kulturni in glasbeni dogodek s plemenitim namenom. Na tamkajšnjem področju namreč že dalj časa poteka zbiranje sredstev za popravilo Avberske cerkve. Župnija Tomaj je namreč uspešno kandidirala na področnem državnem razpisu, a izhodiščni vsoti 72 000 evrov je treba prišteti še okoli 20 000 evrov. Upam, da bo tudi današnji dan, današnji dogodek ena vzpodbuda za vse okoliške, ne si bo krajane, pa mogoče podjetnike in tudi druge institucije, da bodo prispevali, da se tale streha v cerkvi v Avbru popravi, kajti nastalo je že ogromno škode s poslikavami, ki so v njej. Poslikava v Avberski cerkvi veljajo za kraljevo prvo zaključeno delo v nekem sakralnem okolju. Cerkev ima zelo poškodovano poslikavo, predvsem na koru, kjer je nekdaj bil naslikan prizor izročanja ključev svetemu Petru, vendar je ta prizor danes bolj ali manj delno uničen, delno pa so ga restavratorji našega zavoda pred leti morali sneti skupaj z ometom, kolikor se je pač dalo, in te deli so deponirani in čakajo na boljše čase. Tako da cerkev rabi nujno obnovo strehe in potem se bomo šele lahko lotili restavriranja notranjščine. Udeleženci so bili deležni strokovne obrazložitve kraljeve umetnosti najprej v cerkvi v Tomaju, na kar je sledil voden krožni pohod med obema cerkvama, ki je delno potekal po mednarodni Jakobovi pohodniški poti. Po postaji v Avberju je sklepni dogodek bil v Tomaju, kjer so na dobrodelnem koncertu nastopili izbrani pevski zbori in glasbeni umetniki iz krajev, kjer je ustvarjal Tone Kralj, in sicer iz Dornberka, Ilirske Bistrice, Šempasa, Tomaja in Vrtojbe.